Kopanje v teh vodah ni povsem brezskrbno, saj med kopalce in deskarje občasno zaide tudi morski pes. Do sedaj so na nevarnost teh nepovabljenih gostov opozarjali časopisi in radijske postaje, a se to ni najbolje obneslo. Zato so morske pse začeli spremljati s posebnimi elektronskimi napravami. Morske pse bodo namreč opremili z oddajniki, ki bodo napravam sporočali, kje se gibljejo. Če se bodo obali približali na manj kot kilometer, se bo opozorilo o morskem psu preko računalnika razširilo po družabnem omrežju Twitter. Kopalci bodo tako vedeli, kje se žival giblje in se bodo lahko pravočasno umaknili. Nova tehnologija pa bo v oporo tudi ribičem. Ti bodo po novem zakonu lahko pokončali vse večje morske pse, ki bodo zašli v bližino kopališč. Tega pa mnogi Avstralci ne podpirajo. Protestirajo, ker menijo, da bi ukrep ogrozil nekatere vrste morskih psov, ki so že zdaj na robu izginotja. It's not going to have any positive benefit for beachgoers and their safety, and it's certainly going to have a decimating effect on any great white sharks or other endangered sharks. Krpna plavut morskega psa je priljubljena ribiška trofeja, poleg tega te živali ogroža onesnaženo morje, nemalo pa se jih ujame tudi v zaščitne mreže kopališč. Without the sharks, there will be no future for humanity because they balance out the ecosystem and every living creature in the sea is really important. Protesti se bodo nadaljevali 1. februarja.